mi vidimo v bistvu, da nam posveti oziroma obisk naših potniških ambulant kot personalizirano obravnava narašča, vendar mi vemo, da je to manjši del ljudi, ki potuje. Dejstvo je, da nekako za varnost potnikov, bodisi če gredo v individualni režiji, morajo poskrbeti sami. Če gredo v bistvu v organizaciji turističnih agencij, turistične agencije morajo potnika nasloviti recimo na našo spletno stran, kjer imamo za različne populacijske skupine, za različne načine potovanja, vse nasvete in seveda potem personaliziran obisk v naši ambulanti, vezano na pravočasnost, da lahko opravimo recimo tudi določena cepljenja. Na primer, potujete za skupino v Indijo, imate v aranžmaju recimo tudi ogled, jam, kjer vemo, da je v bistvu zadeva problematična, recimo kar se tiče stekline, 50 do 60 tisoč oseb v Indiji vsako leto zaradi stekline umre, vemo, da so tukaj netopirji izrazit živalski rezervoar virusa Lisa, ki je pač smrtno nevaren, in seveda svetujemo preventivno cepljenje, kot na primer. V bistvu vezano na ostale zadeve, po naši zakonodaji, recimo, če se opredelim zdaj na to, kar v klinikah res trenutno prevladuje kot težka oblika v kontekstu komarskih bolezni, da so po naši zakonodaji potniki, ljudje, to imamo pač napisano v zakonu, ki potujejo na območja, kjer je malarija endemska, da morajo biti zaščiteni z antimalariki. Vendarle, to je pač v praksi, kot vidimo, v trenutni situaciji, mrtva črka na papirju, ker trenutno nihče izmed hospitaliziranih Slovencev, ki so prišli z malarijo iz tujine, ni jemal antimalarikov. Zakaj mi svetujemo antimalarike, torej zdravila v obliki tablet, ki jih jemlješ na območju, kjer si izpostavljen? Noben antimalarik 100% ne preprečuje malarije, to pošteno povemo, vendar pa preprečujejo težke poteke, bolezni in seveda tudi smrtne izide. Konkretno aktualna situacija v Sloveniji, nihče od hospitaliziranih potnikov z hudo obliko parazitemije ni jemal antimalarikov. Edina nalezljiva bolezen v svetovnem merilu, če oseba potuje na območja, kjer je endemska rumena mrzlica, pa mora v kontekstu mednarodnega zdravstvenega pravilnika biti cepljena proti rumeni mrzlici. Cepljenje proti rumeni mrzlici je pa že od leta 2016 dovolj samo en odmerek in ni potrebno obnavljati vsakih 10 let. In zato v bistvu dejansko, tako kot imamo zapisano tudi na naši spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je vsak potnik odgovoren za varovanje svojega zdravja. Recimo, v kontekstu komarskih bolezni je en segment, da si ti odgovoren za svoje zdravje, vendar nikoli ne smemo pozabiti, da pri določenih boleznih, ko povzročitelj pride v kri, govorimo o tako imenovani viremiji, dobro, zdajle komarjev je zima, pri nas ni, ampak recimo imeli smo tudi izbruhe denge, čikungunje v Evropi, in Francijo, Italijo, Madeiro, tudi sosednjo Hrvaško. Ko je oseba okužena, v bistvu v fazi viremije, nas lahko tigrasti komar, ki se je naselil tudi v Sloveniji, seveda v enem drugem obdobju leta, v fazi viremije piči, v bistvu in lahko tudi preko tega vektorskega prenosa na naših tleh doživimo prenos in tudi izbruh določenih bolezni, kot sem že omenila, kot se je to zgodilo čikungunja v Franciji, kot se je to zgodilo v bistvu na Madeiri in tako naprej.